Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojo družbo. Jaz sem Lili Sorum in povedali bomo danes, kaj nam prinaša januar, kaj sploh je ta numerologija, kaj so mojstrska števila, glede na to, da se ta teden pričenja z mojstrskim dnevom 11, in potem bomo povedali, kaj ta teden prinaša in kaj za vas, glede na vašo število življenjske poti, to pomeni. Torej, kar začnimo. Januar. Prvi mesec v letu, ponavadi smo polni idej, polni nekih ciljev, polni nekega zagona. Ponavadi potem enkrat septembra več ne vemo, kaj smo se odločili. Torej, ste si napisali prejšnji teden svoje cilje, tiste, ki ste nas že spremljali v prvi oddaji. Ste si napisali cilje za vsa področja v svojem življenju. Ali verjamete v te cilje? Januar bo najprej, ta prvi mesec bo najprej zanimiv. Jaz vedno rada rečem, da nasprotja se privlačijo iz enega posebnega razloga. Učimo se. Če bi vedno gledali samo belo, bi bili vedno samo beli, če bi vedno gledali samo črno, bi bili vedno samo črni. Torej v januarju se bodo pojavljale situacije, osebe, načini razmišljanja in delovanja, ki bodo zelo drugačni od nas. Ampak s tem smo se srečevali že lansko leto, tako da v bistvu to ne bi smelo biti prav nič novega. Tukaj pa smo sedaj zato, da iz te drugačnosti izluščimo tisto, kar morda prepoznavamo v sebi. Torej ta črno-bela tehnika, o kateri zdaj govorim, naj se nekako prelije v prečudovite odtenke sive, ki jih je nešteto, ne samo 50. Ena zanimivost, število 5. Ko govorimo o filmu 50 odtenkov sive, povezujemo s skušnjavo, povezujemo s strastjo, povezujemo z vsem tem, kar tudi je v tem filmu. Torej, letos bomo veliko bolj temperamentni, veliko bolj ognjeni, veliko bolj strastni. Upali si bomo pokukati preko stereotipov, preko tabujev, preko tistega, kar naj bi bilo slabo, umazano, grozno. O tem se ne govori, na to ne smeš niti pomisliti. Torej, dajte tako januarja biti drzni. Drznite si pomisliti, drznite si poskusiti na vseh področjih. Drznite si poskusiti drugačno hrano. Pejte plesati na drugačno muziko. Pejte v drugo trgovino, kolikor nam bodo to dani ukrepi dopuščali, seveda. Bodimo drugačni. Pejmo ven iz te črno-bele v barve. Tako kot jih vidite za menoj. Glejte, kako se lepo prelivajo. To je ta barvito življenje, ki bo v ospredju letos, ki nam bo ponudila nešteto priložnosti in možnosti za spremembo. In januarja se tako srečujemo z nasprotjem sebe, z drugo platjo zgodbe. Povezujmo se s tistim, kar je za nas dobro. Treba se zavedati, da smo mi tisti, ki se odloča. Mi smo tisti, ki stopamo v odnos ali ven iz odnosa. Mi smo tisti, ki smo polovica odnosa. Kadarkoli ste vi 80–90% odnosa, verjetno na drugi strani oseba ni pretirano zagreta za vas. Ali pa vas ne spoštuje, ali pa vas ne dojema kot takšne, kot ste. Kaj ni škoda? Kaj ne bi bilo bolje, če bi bili del odnosov, kjer ste dobrodošli, kjer vas imajo radi, kjer vas spoštujajo, kjer so naravnost veseli, da vas vidijo? Izbiramo osebe, izbiramo situacije in navade v našem življenju, ki nas krepijo. Ne govorimo o tem, da ima nekdo slab dan, pa da mogoče nekaj takega reče, kar nam ni všeč. Tega bo veliko letos, to bom verjetno velikokrat tudi ponovila, ravno zato, da nas to ne bi preveč prizadelo. Govorimo o času impulzivnosti, govorimo o času, ko bomo hitreje mogoče nazaj bevsknili, da kar po domače povem. In januarja je ravno zato lekcija ljubezen do sebe. Ljubezen do sebe pomeni postaviti mejo, pomeni včasih reči tudi ne. In ljubezen do sebe so tudi tiste zdrave navade, če smo iskreni, za katere se včasih ne odločimo dovolj zgodaj. Se pravi, zdrava prehrana, več gibanja, pucanje tudi svojega uma, da kar po domače rečem. Očiščevanje naših lastnih vzorcev, prepričanj, načinov delovanja. Torej januarja se dajte čim večkrat vprašati, ali je to dobro zame. Jaz vem, da imamo vsi radi McDonald's, pa junk food ali pa skoraj vsi, pa čokolado, ampak preveč tega tudi ni dobro. In včasih je ljubezen do sebe to, da boste rekli k vragu. Zdajle se bom usedel ali pa usedla, pojedla bom čokolado in v temu bom uživala. Če je to vsak dan, potem več ne govorimo o ljubezni do sebe. Potem bo pa treba to spremeniti v izbiro solate. Torej, dajte pri sebi razmisliti, kolikokrat so izbire tekom vašega vsakdanjika resnično takšne, da so za vas dobre, kolikokrat pa le mislite, da so takšne. Velikokrat smo ljudje taki. Nekje preberemo, da je, ne vem, kurkuma zdrava in potem mislimo, da smo naredili s tem vse. Če ne boste dejansko kurkume jedli, učinka ne bo. Včasih pa naš reče, saj to zdaj vem, super, klukca. Januarja se od vas pričakuje, da tudi delujete na način, ki je za vas dober. To pomeni, da če ste utrujeni, da če potrebujete čas za sebe, boste to primerno skomunicirali, si boste vzeli ta čas. To pomeni pa tudi, da boste izbirali
bolj zdrave odločitve. Torej, malo poglejte, kaj dejansko jeste, na kakšen način se prehranjujete, koliko se gibate, na kakšen način se gibate, kaj naredite za svoj duh, telo, srce, čustva. Ali so te izbire vsakega dneva na poti boljših vas ali so v bistvu bolj na poti reagiranja? Velikokrat se posvečamo tudi razliki med odločitvijo in reakcijo. Ko se vi odločite, da boste bolj zdravo živeli, kakorkoli to morda zveni suhoparno, je to odločitev, ki izhaja iz vaše moči. Kadar reagirate na nekaj, tu več ni moči, tukaj je le reakcija. In jaz verjamem, da mogoče tole zdaj zveni zelo, ne bom rekla tečno, ampak da bi raje poslušali kaj drugega. Letošnje leto nas bo dobesedno bombardiralo z izzivi, s spremembami in skušnjavami. Torej, ta čokolada bo toliko dobra, jaz vam povem. Toliko bo boljš čokolado jesti, toliko bo mamljivo čokolado jesti. In mehanizmi bega bodo z nami celotno leto. Se pravi, vse tisto, kar nam bo omogočalo ali olajšalo, da se ne soočamo s seboj, nam bo prinešeno na pladnju z rožico zraven. Mi bodimo tisti, ki že zdaj januarja presodimo, kaj je zdravo za nas, kajti tudi to je zdrava ljubezen do sebe. In včasih je treba reči ne, tudi sebi. Torej, januar bo vse preko dolgočasen, malo bolj čustveni bomo, malo bolj si bomo k srcu jemali določene izjave, ki morda sploh niso bile namenjene nam. Je pa sicer mesec, zdaj pa pridemo do tistega dobrega, ki je naklonjen romantiki, ljubezni, povezovanju, ženstveni energiji, ženstvenosti, sprejemanju, lepoti, estetiki. Torej, če ste opazili, da kar naenkrat doma bi si želeli ali v delovnem prostoru več barvitosti, več te topline doma, občutka, piškotkov pa kakava, to je vpliv števila 6. Dajte si narediti svoj vsakdanjik lep. Pričarajte si malo lepše vzdušje, ne glede na to, ste doma, ste v službi. Prižgite svečko, ki diši, prižgite dišečo palčko, mogoče si prinesite cvetje. Dajte si popestriti svoje okolje, dajte popestriti to, kamor gledate. V končni fazi, če smo v pisarni ali nekje 10 ur na dan, 8 ur na dan, dajte to okolje olepšati s tistimi stvarmi, ki vam prikličejo nasmeh na obraz. Vision boardi, se pravi table, na katere si lepimo svoje cilje, ravno zato delujejo, ker jih vidimo in nas spomnijo na naše cilje. Torej, če si boste prižgali svečko, če boste prižgali glasbo, če si boste naredili lepši ambient, tudi ko kuhate, tudi ko likate, tudi ko delate tisto, kar najbolj ne marate, bo tako malo lažje, ker bo malo lepše. Torej, olepšajmo svoj ambient, olepšajmo sebe, dajmo poskusiti nekaj novega. Dajte se drugače obleči, dajte se bolj barvito obleči, dajte se bolj drzno obleči. S tem nočem reči, da bodite slečeni, prosim, ne me narobe razumeti. To samo pomeni, da mogoče boste posegli po bolj intenzivnih barvah. Ne tako kot jaz, ki sem danes cela črno-bela kot panda. Torej, živahno rdečo, živahno rumeno. Ste že imeli na sebi živahno rumeno? Si upate? Si upate obleči in iti potem tako v službo? Dajte sami sebe popestriti tudi na tak način. Včasih že to, da imamo bolj živahno barvo na sebi, nam kar malo da energije, nas kar malo poživi. Tudi ko vidimo nekoga, ki gre mimo v neki čudoviti rdeči ali vijolični, kar malo pogledamo za njimi. Je tako? Torej, januar bo mesec, v katerem se bo spredje postavljala ljubezen do sebe, postavljanje mej, treba bo reči ne tudi sebi. In mesec, ko naj polepšamo svoje okolje, sebe, tudi ko sebi naredite kosilo, tudi če je to nekaj zelo na hitro, vedno lahko zraven si prižgete svečko ali naredite nekaj lepega za sebe, nek lep prtiček. Torej, januar bo obdobje, ko dajmo posvetiti čas sebi, ženstvenosti in vsemu temu, kar ženstveno simbolizira. Naj gre za energijo boginje, za energijo bojevnice, za energijo ljubimke, za energijo matere. Vse to je ženstvenost. Torej, ne glede na to, ali ste moški ali ste ženska, izkoristite te energije, ki vas podpirajo v temu, da ste bolj odprti sprejemanju. In bolj odprti tudi plodnosti, bomo temu rekli. Zdaj si prikličite v misli šestico. Taka je kot nosečnica, bušjama. Torej, v januarju se bodo rojevale določene ideje, določene zamisli, ki bodo potem šle z nami naprej do oktobra. Določene se bodo izpolnile, določene ne, torej ne preveč verjeti vsaki obljubi, ki vam jo nekdo da. O tem smo že govorili in bomo še govorili, ampak vseeno pa dajte sami sebi obljubiti, da boste v januarju do sebe ljubeči, do drugih ljubeči, en drugega ne izključujete. Torej, ko ste ljubeči do sebe, ste avtomatsko ljubeči tudi do drugih. In bodite ljubeči do drugih na tak način, da ste ljubeči tudi do sebe. Torej, to je en kratek pregled januarja, glede na to, da smo šele 11. Število 11 pa je mojstrsko število. Numerologija razlaga vpliv števil,
Kot zanimivo, zdaj le samo na hitro povem, vsako črko lahko spremenimo v številko. O tem več drugič, da vas preveč ne zmedem. Ta teden pa pričenjamo z 11, ki je mojstrsko število. Včasih me sprašujete, zakaj ni napovedi tudi za 11, zato ker dejansko 11, 22, 33, 66, 77 in tako naprej so energije, ki se pojavljajo v vašem številu življenjske poti zelo redko. Kaj pa je število življenjske poti? Danes se ga bomo naučili izračunati. To je seštevek našega rojstnega datuma. Jaz sem za vas pripravila tudi formulo. Torej, število življenjske poti je seštevek vašega rojstnega dneva, tako kot zdaj lahko vidite. Vseeno je, ali vi to seštejete vsako številkico posebej, kot je v temule primeru, ali vse skupaj. Torej, toliko časa seštevate, da pridete do ene same številke. Lahko si pomagate s prsti, lahko si pomagate s kalkulatorjem, imate ga tudi na mobitelu. Torej, to je število življenjske poti. Imamo 5 osebnih števil. Tole naj bi bilo najbolj pomembno zaradi tega, kaj ti ostale izračunamo tudi z imena in priimka ob rojstvu. Naš rojstni datum se nikoli ne spremeni, ime, priimek pa lahko zamenjamo. Torej, o tem tudi drugič o spremembi imena bomo govorili v naših oddajah, za zdaj pa se vrnemo k številu življenjske poti. Če ste ga že izračunali, bomo zdaj naredili kratek pregled tekom tedna, čez teden, kaj vam ta teden prinaša glede na vaše število življenjske poti. Ok, ste pripravljeni? Ste izračunali? Ok, dajmo. Število življenjske poti 1. Tisti, ki imate enko, to pomeni, da stopate v obdobje, ko je prav, da se postavite za sebe. Za vas je zelo pomembno, da se odločate zelo ozko. Torej, da tiste stvari, katere se odločate, izbirate, se jim tudi posvetite. Torej, za vas je zelo pomembno, da zberete 1, 2, 3 cilje, nič več in ta teden točno na teh ciljih delate. Ta teden naj vas nihče drug ne spelje z vaše poti. Zelo pomembno je, da v tem tednu se fokusirate na sebe, na to, kar vas osrečuje, kar je za vas zdravo in ste odgovorni predvsem sami do sebe. Tale teden vam bo mogoče postregel s kakšno tako situacijo, ki vam bo zelo stopila na rep, ki vas bo zelo, zelo živcirala. Mogoče pa ni treba odreagirati, mogoče pa bolje, če tokrat pustite, da gre mimo. Tisti, ki imate število življenjske poti 2, torej drage dvojkice, v tem času bo zelo pomembno, da postavite mejo v odnosih z najbližjimi. To lahko pomeni, da bo mogoče kakšna nedolžna opazka vas zmotila, to lahko pomeni, da mogoče boste tudi sami sebi odveč. Včasih smo tudi mi tečni, pa nam gre potem vse na živce. To ni nič nenavadnega v tem tednu. Dovolite si biti tudi tečni, če je treba. To ne pomeni, da boste vpili na druge, samo da razjasnimo, ampak dovolite si prepoznati, kaj je tisto, kar sproža to iritacijo in potem to spremenite. Po vsej verjetnosti boste ugotovili, da greste kar sami sebi na živce, ne nekdo drug. Torej, pred vami je teden, ki bo svojo osredotočenost, svoj fokus postavil ravno med odnose z najbližjimi, torej vaši najbližji prijatelji, partner, starši, otroci in tako naprej. Potrpežljivo. Tisti, ki imate število življenjske poti 3, pred vami je čas, ko bodite ustvarjalni. Vse to, ko smo govorili o barvitosti, o navihanosti, o olepševanju okolja, za vas še posebej velja. Torej, v tem tednu izbirajte stvari, ki so barvite, tudi hrano, naj bo barvita. Izbirajte močne barve za sebe in v tem uživajte. Vi ste take kreativne dušice, ki potrebujete barvo in jaz verjamem, da medtem, ko je sneg, ko je zima, ko je vse sivo, se lahko dogajajo tudi dnevi, v katerih ste bolj poklapani kot ne. Torej, pomagajte si na tak način, da najdete tisto, kar vas veseli, kjer lahko sebe izrazite, kjer ste lahko kreativni, kjer ste lahko navihani, kjer ste lahko mogoče tudi otročji in potem to izkoristite. Tale teden bo predvsem prinašal pa tudi določene izzive, ki so povezani s čustveno nezrelostjo, torej ne biti prehitro žaljeni, ne mule kuhati, čisto po domače povedano, ampak dajte poslušati sebe in se rajte iz določenih situacij raje umakniti. Tisti, ki imate število življenjske poti 4, pred vami pa je nekoliko bolj resnoben teden. Mogoče boste kakšne stvari malo bolj resno vzeli, mogoče se boste pa tudi malo bolj resno lotili. Torej, vas je pa za opozoriti, da se bodo stvari premikale počasneje. Če boste recimo sebe primerjali s sosedom, ki ima število življenjske poti denimo 1, to pomeni, da se bodo v vaši okolici stvari dogajale hitreje, mogoče se vam bo zdelo, da se to vleče, da ste počasni. Ne. Včasih enostavno gremo v svoje globine, gremo v svoje korenine, torej v tem tednu se vprašajte, kako ste se vi počutili kot otrok. Ste imeli možnost mulo kuhati, biti trmasti?
Kaj se je zgodilo, če ste bili trmasti in ste vztrajali pri svojem? So vas poslušali, so vas zatrli, so vas upoštevali? Lahko bi se kakšne take situacije pojavile pred vami, v katerih boste imeli občutek, da niste spoštovani in da niste slišani. Torej, tukaj gre mogoče samo za malo prestrukturiranje danega odnosa. Tudi za vas velja potrpežljivo. Tisti, ki imate število življenjske poti 5, pred vami je mnogo bolj dinamičen teden kot pred večino. Vse tiste stvari, za katere se boste v tem času odločili, naj vas opozorim, da po vsej verjetnosti se ne bodo tako iztekle, kot se zdaj odločate, kar pa ne pomeni, da se dajte zdaj usesti pa nič delati. To pomeni, da dajte izbirati stvari z malo lahkotnosti. Izvrsten čas za pričetek drugačne aktivnosti, ko govorimo o športu, ko govorimo o gibanju, izvrsten čas tudi za adrenalinski šport, kolikor nam to seveda dani ukrepi omogočajo, predvsem pa ne biti pri miru. Za vas predvsem velja, da ne sedeti tale teden na kavču, ampak da se dajte gibati, da dajte stvari spremeniti, eksperimentirati. Vi ste že itak takšni. Potrebujete svojo svobodo, potrebujete dražljaje, potrebujete, da se dogaja, da kar po domače rečem, tako kot bi rekli mladi. Torej v tem tednu izkoristite to energijo, ki to še toliko bolj podpira. Naj vam dogaja na polno. Kajti, ko boste vi drzni, ko boste vi spontani, boste avtomatsko določene ljudi v vaši blizini, ki si še ne upajo, navdihnili, da storijo isto. Tisti, ki imate število življenjske poti 6, pred vami je predvsem pomemben teden ljubezni do sebe, sprejemanja do sebe. Vse to, kar smo do zdaj povedali, za vas velja dvojno, trojno. Bodite nežni. Vzemite si čas zase. Podarite neko darilo sebi. Ali je to pozornost, ali je to mogoče rožica, ali je to mogoče čokolada, ampak nekaj, neko pozornost, nekaj posebnega podarite sebi. Pa ne bom rekla ta teden, bom rekla kar vsak dan, ker si zaslužite. Ste namreč tisti, ki večinoma postavljate svoje drage na prvo mesto, ki večinoma najprej poskrbite za vse druge, šele potem za sebe. Torej, dajte tale teden izkoristiti za to, da poskrbite najprej za sebe in tako uravnovesite energijo dajanja in prejemanja. Torej, če vam nekdo da kompliment, recite hvala. Če vam nekdo podari rožico, recite super. Ne takoj razmišljati, kako jim boste povrnili, ne se takoj bati, da ste zdaj nekomu nekaj dolžni, ampak enostavno sprejemajte. Tisti, ki imate število življenjske poti 7, pred vami je nekoliko bolj resnoben teden, ko bi lahko, veste, kar vi malo komplicirali. Včasih so taki dnevi, ko sami najdemo težave tam, kjer jih ni, ali pa izzive tam, kjer jih ni. Nauk, darilo tega seveda je tudi čustvena zrelost, je tudi neka lekcija za naprej. Torej, v tem tednu za vas velja, da v odnosih z vašimi najbližjimi, zato ker na nas vpliva število 6, se lahko pojavi situacija, v kateri boste rekli, a se meni ljubi zdaj s tem ukvarjati. Mislim, ne vem, ne da se mi. Ne da se mi. Tokrat sem že to povedal ali pa povedala. S tem ni nič narobe. Tudi to je postavljanje meje. Tudi to je postavljanje meje in odgovor na vprašanje, kolikokrat, bom pa nekaj ponovil, kolikokrat bom nekaj vedno znova se trudil spremeniti, preden bom rekel, vdam se. In včasih ravno v temu, vdam se. Ok, whatever. Se pa čudež zgodi. Torej, ne se preveč oklepati tistih stvari, ki vas motijo. Ok? Pustite za drug teden. Tisti, ki imate število življenjske poti 8, pred vami je čas odločnosti, pred vami je čas, ko si postavite cilje višje, vse to, ko smo že povezali za leto 2021 in delujte. Za vas je zelo pomembno, da ste kar maksimalno aktivni v tem tednu, se pravi, postavite si cilje in si zraven kar napišite, ponedeljek bom to. Danes na nas vpliva število 11, torej je energija mojstrstva, je energija intuicije. Kaj vam intuicija pravi? Kaj so tiste stvari, katerim se rabite najbolj posvetiti? Torej, zaupajte v sebe in bodite aktivni na vseh področjih. Vi v tem tednu imate tak, bom rekla, magični dotik, kot temu rečemo. Stvari se bodo hitreje manifestirale, hitreje boste priklicali. Torej, če boste razmišljali o tem, česar se bojite, potem stvari, ki bodo prišle vam naproti, ne bodo tako prijetne. Če pa po drugi strani razmišljate o tem, koliko bi bilo fajn, vsa una čokolada pa tako naprej, te stvari bodo lažje prihajale potem k vam. Torej, v tem tednu bodite drzni in predvsem aktivni. Za vas in za tiste, ki imate petko, je zelo pomembno, da v tem tednu ne mirujete, ne zaspite, ampak da ste ful aktivni. In na koncu imamo še tiste, ki imate število življenjske poti 9. Pred vami pa je čas, ko boste morda celo zaključevali, ko boste ugotovili, da določeni odnosi več niso tako zelo pomembni, kot so bili včasih, da mogoče določene navade, določene zanimanja nimajo več te neke draži, kot so jo imele prej. Kar je super. Pustite te stvari v preteklosti. Pustite jih za seboj.
Ne rabite jih sabo nositi. Poglejte zdaj le 9 za menoj. Poglejte, kako je tale repak, če jo primerjamo z 8 manjka. Včasih tako, vi, ki imate število življenjske poti 9, kar malo nase potegnete energijo drugih ljudi. Dajte to ta teden spustiti. To ni vaša energija. Ne morete vi sprocesirati. Včasih kar vas bolj boli kot tisto osebo, ki je prizadeta in ta energija se potem nabira okoli nas, seveda, ker to niso naše izkušnje, niso naše lekcije, jej ne moremo sprocesirati. Torej v tem tednu naredite eno veliko čistko. Kaj je vaše, kaj ni. Ko vas nekaj zmoti, se vprašajte, a je to moje ali ni moje, zakaj se zdaj jaz tukaj sekiram. Ugotovili boste, da s seboj nosite veliko neke energijske navlake, ki jo je potrebno prečistiti in tale teden je zato fantastičen. Torej, dragi moji, tole je bil pregled od 1 do 9 za tale teden, ki prihaja. Ponovimo pa še malo. Število 11 je mojstrsko število, se pravi, teden pričenjamo z energijo, ne bom rekla duhovnosti, ampak bom rekla nekih uvidov. Danes, vem, da je zdaj že ura 8, ampak vseeno, pomislite nazaj. Kakšni uvidi ali pa prebliski so bili del današnjega dneva? Kaj je bilo tisto, kar vas je prešinilo? Kaj je prvo, na kar ste zdaj pomislili? Tukaj se skriva sporočilo za vas. Teden pred nami prinaša tudi nekaj karmičnih dni, 13, 14, 16, torej so dnevi, v katerih bomo delali na sebi, v katerih je zelo pomembno, da izbirate odgovorno. Torej 13, 14, 16. Takrat ne hvatati krivin, kot temu rečemo po domače, takrat ne izbirati čokolade, pa lenobe, pa neodgovornosti, pa ne prelagati odgovornosti na druge. Te dni raje izkoristite za to, da se vprašajte, takrat v življenju, kaj bi lahko jaz storil drugače, da bi bil drugačen izid. Karma ni kazen, karma ni prekletstvo, preprosto je nova priložnost, da stvari, katerih smo se lotevali mogoče na napačen način ali pa na slabši način, kot bi se lahko, popravimo. In ker se teden pričenja z mojstrstvom in nadaljuje s karmičnimi dnevi, meni kot numerologu to pove, da nam dolgčas ne bo, ampak da bomo imeli več kot dovolj priložnosti spremeniti svoj pogled na določene dogodke, svoj pogled na določene ljudi, svoj pogled tudi nase. In leta 2020 jaz mislim, da je že pričelo ta proces, da smo že pričeli drugače razmišljati. Pejmo zdaj samo še naprej. Kako lahko sebe spremenimo, da bi spremenili svet okoli nas? Kako lahko sebe bolj sprejemamo, bolj razumemo, bolj negujemo in tako spremenimo svet okoli nas? Verjamem, da marsikdo izmed nas je bil vzgojen, da je treba vedno postaviti druge na prvo mesto. Januarja vas bo življenje točno v temu nekoliko izzivalo, nekoliko provociralo. V kolikšni meri postavljate druge na prvo mesto, preden začnete sebi škodovati? V kolikšni meri mogoče sebi ne prisluhnete dovolj zgodaj, pa so potem lahko te posledice trajne. V kolikšni meri mogoče še vedno se naslanjamo na svoje otroštvo, ko morda nismo bili slišani, morda nismo bili upoštevani, nismo imeli občutka moči. 3 leta star otrok, ko je treba iti v vrtec, gre v vrtec. Redko kateri 3 leta star otrok reče, veš kaj, mami, jaz pa danes ne bi šel, raz bi bil doma in bi gledal risanke, ti, ker odem bolniško. No, si to niti ne znajo povedati. In potem mamica reče, imaš prav, bom dala kar odpoved in bom doma. Ko smo bili majhni, smo redko kdaj v resnici imeli to moč odločanja. Torej, danes nismo več majhen otrok. Danes ste odrasli, danes je pred nami veliko več možnosti kot 10 let nazaj. In te možnosti bodo leta 2021 še kako pomembne in še kako se bodo razširile in še kako se bodo spreminjale. In tako se bomo spreminjali tudi mi. In če se ne bomo jemali časa za to, da bi sploh dojeli in nekako, da malo ponesrečeno rečemo, posadabljali naše mnenje o sebi, kako bi vedeli, kaj je zdaj za vas dobro, kaj je zdaj za vas zdravo, kako biti čim bolj nežni do sebe. Torej, tale teden predvsem uporabite za to, da raziskujete sebe. Bom dala eno primerjavo. Ko smo na frišno zaljubljeni, nas vse zanima. Zanima nas, kaj druga oseba rada je, kjer je njihova najljubša barva, kakšno muziko posluša. Tukaj je fajn, če isto muziko poslušamo. Ko smo na frišno zaljubljeni, vse hočemo vedeti, vse si zapomnimo, vse je pomembno. Kaj, če bi bili tale teden na frišno zaljubljeni vase? Pa bi se opazovali, kjer je vaša najljubša hrana? Kdaj jo najraje jeste? Kjer je vaša najljubša barva? Zakaj? Kjer je vaša najljubša glasba, najljubši film? Kaj je tisto, kar vam prinaša občutek miru, občutek varnosti in zakaj? Za nekoga je to dejansko rutina, je dejansko nek okvir. Za nekoga drugega je to svoboda, za nekoga je to možnost biti samostojen in sam. Različni smo si in tako je prav. Nič v življenju ni tako črno-belo, kot sem danes jaz, ampak v resnici je takole, kot je za menoj. Barvito,
prelivajoče se in vedno znova se spreminja, čeprav je včasih vedno znova občutek tudi, da se nam iste stvari ponavljajo. To je življenje. Življenje je tukaj zato, da se mi naučimo rasti, da ga mi živimo. Torej, če imate občutek, da ste zaspali, če imate občutek, da ste mrtvi v življenju, je tale teden pred nami fantastičen zato, da se prebudimo, skuhamo tisto kavico, se usedemo in razmislimo, kaj je tisto, kar nas osrečuje. Kaj je tisto, kar nam podarja mir? Kaj je tisto, zaradi česar zjutraj z veseljem skočimo iz postelje, ne pa da rabimo pol litra kave, da se sploh prepričamo, da se splača oči odpreti. Vsi imamo kdaj boljše in slabše dneve, mene pa zdaj zanima, kdaj ste nazadnje skočili ven iz postelje, tako kot otrok, ki ve, da gre v cirkus ali pa v Gardaland. Pričarajte si nekaj tako čudovitega v življenju, kot je ta Gardaland. Zato, da boste tudi vi zjutraj ostali navdihnjeni in veseli. In verjamem, da je to včasih težko, vsi imamo boljše in slabše dneve, ampak dan je takšen, kakor se ga pričarate sami. Torej, moja popotnica vam za tale teden je: pričarajte si nekaj lepega, celoten januar vas energija v temu spodbuja, vas v temu krepi, vas v temu podpira. Zdaj pa podpirate še vi sami sebe. Rekla bom hvala lepa za vašo družbo. Znova vabljeni v mojo družbo naslednji teden ob 8 na ETV. Sicer pa, če vas zanima, kaj je to število življenjske poti, malo daljši napovednik, kaj vse numerologija je, veliko člankov vas čaka tudi na moji spletni strani www.lili-sorum.com ali pa na mojem YouTube kanalu, Facebooku, Instagramu, vse povsod sem. Torej, če ste firpčni, kaj vse števila lahko vam že zdaj razkrijejo, vabljeni, sicer pa se vidimo naslednji teden ob 8 zvečer na ETV. Čau, čau!